videolog. Jaz sem totalno v cvetju, predvsem zaradi enega razloga, ker me tamle vzadaj čaka avto, ki je bil vedno na bucket listi mojih najljubših avtomobilov. Pa ne samo mojih, večinoma vsi avtomobilistični novinarji, pa tisti, ki se zares z avtomobilizmom ukvarjajo, ta avto vedno vrtijo zelo visok na zaznam tistih avtomobilov, ki bi jih oni kupili, če bi imeli nek omejen znesek. Še ena reč je, ta avto tukaj vzadaj bi skoraj postal moj avto. Namreč s Fordom sem se dogovarjal, da bi kupil prav tega tukaj vzadaj. Tako da gremo pogledat, kaj nisem kupil, oziroma kaj sem zamenil za Mercedesa, če zares. Tako da gremo, opa, bato, akcija po moji čarobni špici. Are you listening? You crazy mother. No, tukaj za mano je Ford Fiesta ST. Od zdaj naprej moj sanjski avto, ker sem ga imel možnost probati in ugotoviti, da sem se v bistvu na nek način malo zafrknil, ko sem kupil svojega Mercedesa. Namreč ta avto je sinonim za to, kar pomeni prava športnost, oziroma nek price performance. Vse obstajajo mogoče Lamborghini, Ferrari, lahko kupiš marsikaj dosti hitrejšega, ampak ne obdržiš šoferskega izpita. Ford Fiesta ST je lahko uglajena, hkrati pa je lahko športna. Z njo lahko greš v službo, lahko se pa zapodiš po kaki zaprti stezi. Tako da je nekaj, kar tismu, ki ima neki benzina rad ali pa kaj celo življenje prepojen s temi bencinskimi klapi, ja, mokre sanje. Sigurno ne Mercedes, čeprav Mercedes je odličen avto, ampak v vozniškem pomenu mokre sanje. Zdaj, tole za mano je sicer nova generacija Ford Fieste. Je bila pa prejšnja generacija tako ful v srcih vseh avtomobilskih kritikov. Skoraj vsi, praktično brez izjeme, so izjavili, da je to najboljši hot hatch med vsemi avtomobili. Zdaj, logično bi bilo, da so pri Fordu obdržali popolnoma isti recept, ampak so kar nekaj stvari spremenili pri novi generaciji. Na prvi uč, avto, saj od ozunaj, ostaja podoben. Vsak bi prepoznal pa vedel, gre za novo Ford Fiesto. Ampak v spodaj, pa pod motornim pokrovom, je pa precej stvari drugačnih. Ena takih velikih sprememb je, da v spredju niso več 4 vali, ampak so samo 3. Čeprav te 3 prav isto močni, kot v prejšnji generaciji. Torej ven stisne dobrih 200 konjev. Kar je meni prav posebej fajn pri Ford Fiesti je to, da je na razpolago različica s 5 vrati, pa različica s 3 vrati. Taka bolj športna. Namreč vsi drugi proizvajalci so se v bistvu tej različici s 3 vrati že odpovedali. Zdaj, na začetku sem govoril o konjih, ne? Moram pa povedati nekaj več v tem motorju, ki ni ostal enak. Ja, samo 3 cilindri. In te 3 cilindri so zadosti, da poženejo to Ford Fiesto, seveda z launch kontrolom, do 100 na uro v 6,5 sekundah. EcoBoost, to so ti moderni motorji, ne? Tokrat ima oznako 1.5, kar pomeni, da ima 1500 kubov po domač povedan in stisne sebe 200 konjev. Ima pa tudi nov lift shift, ne? To veste kaj je, to, ko prestavljaš pa pol, ni treba gasa spuščati, pa zadeva še bolj hitreje deluje, ki je ful zabaven in v bistvu pripomore k temu, da je ta dinamika vožnje še boljša. Kaj moram še povedati? Povedati moram to, da zna, ne, s tem, da ima sam 3 valje, ne, v bistvu enega izklapljati. In zato, ker zna tega enega izklapljati, ne, takrat, ko avto cruza, ne, pa coasta, ne, torej pač jadra, bomo temu rekli po cesti, ne, ključ en val in s tem enega goriva prihran pri izgorevanju in zato je ta avto tudi zelo varčen, kljub temu, da je zelo zabaven. Koliko zabaven je? Ful zabaven je. Toliko je zabaven, da ima enega najbolj zabavnih zvokov, ne, ne moreš verjeti, da 3-valen motor proizvede tak zvok, ne, da zna grgrati, ne, in da zna v bistvu pokati. In prav zvok tega avta je tisto, kar je vsaj v moji knjigi nekaj najbolj posebenega in nekaj, kar tudi ne bom tako prepolel, če nekoč tega avta čisto res ne bom imel. Pa še ena posebnost, ta ozadje je do fula naložena, kar pomeni, da ima tudi performance package, ki je nuja, če boste kdajkoli razmišljali o Ford Fiesti ST. Tam je namreč LSD, ne? LSD je ena taka kratica, to je Limited Slip Differential, ki v bistvu tako zagrab ta avto drugače, kot če imate navaden diferencial in povzroča to, da vas lepo vleče čez ovinke. In če boste kupili Ford Fiesto, kupite tisto s performance packageom. Še ena stvar, ki mi je pri tej Ford Fiesti ful všeč, je
tako na prvi uč to zgleda tak zelo normalen avto. V bistvu ne kriči po tej športnosti in je relativno neopazna. Na drugi strani pa sodobna, kar pomeni, da ima vse tiste pretekline, ki jih sodobni avti morajo imeti. Vozlikove asistente, naprimer noter dobiš lane assist, radarski tempomat, blind mirror spotting, city safety, torej pre-safety, avto se ustavi sam, če pride v krizno situacijo, pa če nekdo pred njega stopi. Kup enih tistih stvari, ki ta avto naredijo ne samo zelo divji, ampak tudi zelo kultiviran pa sodoben. No, kakor sem prej omenil, da mi je všeč, da ta avto pravzaprav ne izstopa, mi ni všeč, da je zelo podoben svoji sestrici, torej navadni Ford Fiesti ST. Tista je pravzaprav praktično identična, ne? Samo tale zadnji difuzor, ne? Vidiš tukaj v spodaj, ta zadnji difuzor je tisti, kar loči običajno od v bistvu tele vročekrvne Ford Fieste. Še ena stvar, ko govori o športnosti nove Ford Fieste, je to, da ima zdaj na voljo driving mode. Ja, imaš na voljo v bistvu normal driving mode, tam se počutiš lepo varenga v mestnem prometu, potem imaš na voljo tako imenovani sport mode in pa racetrack mode. In tisti racetrack mode jaz zastopam, da je samo za radikalna steza. No, poleg teh driving modov imaš pa še launch control mode, ne? To bomo pa šli zdaj malo sprobati. Jaz sem včeraj večer razmišljal, kako bi ta vlog naredil, ne klasičen avtomobilističen vlog, zato sem se odločil, da ga bom zapeljal malo drugače. Zdaj gremo najprej do Marka, in sicer Marka Ivanova, on je en zelo mlad rally voznik in tudi lastnik Ford Fiesta ST, in sicer letnik 2006. Popoldne bomo šli pa še do moje drage mame, ki bo to Ford Fiesto zasukala tako, kot zna priletna gospa to čisto zares narediti. Namreč ona je tista, ki me je navdušila nad, bom rekel, benzinom ali pa avtomobili in mi v bistvu to v zibko položila. Tako da, pejmo pogledat, bo pester dan. Če jaz prav slišim, prihaja Mark, tako da, lagano. Čau, živijo, Jan, čau. Grejo 100. Katja, ne bova ga uničila, obljubim. Dejva, Mark, povej malo sebi, čistko na hitrco. Najprej, da se lotimo te osnovne zadeve, no. Sem rojen 31. oktobra 1999. Okay. Tukaj v Ljubljani. Ja, pač ko že od majhnega se ukvarjam, rekel tako, realizator športi, no. Pol te potegnili čisto zdaj do te rejli vode, kakšna pa ta zgodba? Ja, mislim tako, no. Rejli bo pa tako dedi v bistvu vozil. Se pravi, malo živč, mislim, tukaj neposreden volan, da je malo živč. A res, meni pa lih to jaz pa najbolj cenim. Recimo ta je, da čutiš volan, no. Da je tako malo agresiven. Agresiven, ja, tako, mislim, tako, veš, to, čutke vožnje, zdaj hočem to Fiesto, ker nisi še mogel dojeti, ne, ker so počasna ful, tako da ne veste, ne, čakajo, ful so previdne, to mi je ful všeč, zato ker je človek z glavo. Like od mene. Ajde, zahod. Sedu pa ne bi zraven. Ne bi, ne? Prav, trsila sva pa dobro, ne? Ja, mislim,
Glej, the best, podprete ga dobro. Ford Fiesta ST. Razlika med novo pa staro. Ja, mislim, jaz pri svoji, rekel, ta stara varianta se opaža, ne, tiste razlike, 2.0 atmosferc, ne, ni prisoten turbo, ne, rekel, tako vozna lastnost, dinamika, valjda se pozna v teh 10-13 letih razlik. Lega, tudi volan recimo, pač res, vozna dinamika v nulo. Ja, valjda, ni turbota. Zdaj 3 cilindri, 1500 kubikov, 200 konov, 290 Nm navora ima avto. Je kar cool, no, za ta avto po mojem. Je kar strojno. Kar strojno. Strojno. Avto je cool, dej božji. The best. 24 ur, to je to. Sploh najbolj ta izbira programov, ne, se pravi normal, sport mode, pa race mode, ne. Ja. Res nisem uporabljala, ne? Res se jaz ne upam uporabljala. So se hitro pelala tam, ko so se smela hitro pelati. Pa launch control, valjda. Po mojem se nikjer več kot 90 ur nisem pelala, sem bomo na 90 stopinj teh 90 ur. 70-80 ur. No, luštenje je bilo v glavnem tako, zdaj pa še ta drug del, grem k moji mami, na govejo župco, po goveji župci pa me bo malo zapeljala. Ona je tista, ki kriva, da sem jaz tako hiter. Nisem hiter, tudi krati varen voznik. No. Se držiš omejitev tam, kjer si hiter. Res peljal bom ene srpentine, no. Tako šla bomo in bo ona. To zna biti ful zabavno, za odlom upam, da ne. Ja. Ja. V redu, pas. Ogledala si meštine? Ja? Ja, to bo v redu. Pa seveda. To bo v redu, če veš, da moram imeti tle. Tako, zdaj pa bo. Čakaj. Tam je v redu. A veš, ker moram imeti vse, ne smem biti kole, ne? Ja, bo je kar pisati tole. Ja, vse vem. To mi pa ni treba, se ni bil šofer, nisem na šoferskem. Tole bo kvečen kontra. Kaj? Kjera dolžina ni ta prava? Ta, a vidiš, prebliz imam volan. Ja. Daj mi ga dej, to je bistvo. To je bistvo. Seveda. Pol noter. Seveda, to. To. Super je. Zdaj pa gremo. Zdaj smo pa zmagali. To je to. To je pa zdaj. To pa je. Je, ne? Tako, no, zgodba je taka, da je moja mami tista, zaradi katere imam jaz rad dinamično vožnjo, ampak še vedno varno. Je to prav. Ja, je to prav. Ja, dobro poje. Dobro poje, ima posluh. Ima posluh. Ja, super je. Sam ne vem, koliko vozim. Ja, zdaj imam 5 točk zbrisanih s 6. aprilom in to sem čakala leto dni. Mami ima zdaj 17 kazenskih točk. Ne, Ne, pardon, samo še 10. Tako da ja, ne, je kar zanimiv avto, ne? Je mrha, kar perfekten, dober leži, ubogljiv, potem pospešek, dober navor predstav. Všeč mi je, ker ni avtomatik, ker imam rada predstavljam, rada čutim mašino. Potem rada imam ovinke, a ne dobro vozt si izbral. Je dinamičen, ne? Je. Gotovo ob tem avtu ne zaspi za volan. Pazi tega. Pazi, ker sploh ve, ne? Ja, ni treba. Ne ve za nas. Seveda ve. Nič ne ve. Ne, veš, da ve. Pa ne. Prekinul si me. Ja. Kaj sem hotela povedati? Ja, s temi kazenskimi točkami, da so bile zelo zdravilne in sem jih bila v bistvu zelo vesela, zato ker zdaj že zadnji 2 leti vozim po predpisih. Tako je. No, ampak kako se ti zdi drugače? Zelo mi je všeč. Prvič všeč mi je sedež, Ti je všeč? ker je res objame, a ne, in tako lepo objame telo. Potem všeč... Karo sedež že tako, da? Ja, potem všeč mi je tole, da ima pospešek, recimo, a ne, da smo zdaj končno tega prehiteli, a ne tam, kjer ga lahko. Mami še ni v penziji. To je Zdaj smo bistvo, mlada da še mami. želim delati.
Mami bo delala, zdaj pa boste videli, Da uživam, ne samo ko vožnji. bo hitro po Sabratinah vozila. Ne uživam samo vožnji, ampak tudi v svojem poklicu, davčnem svetovanju. To ne vem, kako bom zrezal vse skupaj. To ne boš zrezal. Čakaj, Kaj ne bo kaj zrezal? še tega avta? To Bog ne daj zrezati, to želim, da se sliši. A ne? Hashtag not Ja. sponsored. Tako, to je bilo Zdaj pa potegnem. To je bilo za danes, to v bistvu vse. Če si izvedel kaj pametnega, se naroč, nujno stisni like, pa bo kar kmalu spet kakšen vlog. Tako da, čau.